večer. Jaz mislim, kdo je nameraval priti, je prišel, če bo kakšen zamudnik še preletel, pa bo dobrodošel, kakšen stol se bo še vedno našel. Dobrodošli na naši okrogli mizi o bioetiki. Povod zanjo je knjiga Adriana Pesina Bioetika s podnaslovom Kritična vest tehnološke civilizacije. Knjiga je res sveža. Tukaj gospod direktor lahko pomeni, da je v bistvu prišla nekaj ur nazaj iz tiska, tako da je to res neka novost na našem trgu. Ni pa seveda edina knjiga o bioetiki, ki smo jo mi izdali, nekako v založniškem programu smo tudi že v preteklosti imeli takšno knjigo. Bioetika za vse je bila ena knjiga, takšna bolj na ravni priročnika, ta je na neki drugi ravni in je tudi še na voljo, to lahko rečemo. Tukaj so sodelujoči, lepo jih pozdravljam, gospoda Tronteja, predsednika SAZU, tukaj je z nami, tokrat kot uveljavljen mednarodni bioetik, član usmerjevalnega odbora za bioetiko Sveta Evrope, predsednik Državne komisije za medicinsko etiko, pogost predavatelj, ravno prej smo se pogovarjali v lanskem letu, je na 50 prireditvah govoril o etičnih vprašanjih, kar je seveda dokaz, da je razprava o etiki v slovenskem prostoru recimo pereča in pa dobrodošla. Tukaj je Urh Grošelj, tudi član Komisije za medicinsko etiko, magistriral je iz bioetike, pa tudi publicistično se ukvarja s tem področjem. Pred leti je tudi za družino že napisal en članek, zasledil sem tudi članek v Ampahu, tematski blog, mislim, da je uredil v 3. dnevu o bioetiki, ki je bil zelo dober, tako da je tudi to področje, njegovo domače področje, da tako rečemo. Med sabo imamo tudi filozofa z filozofske fakultete, dr. Borut Ošlaj, izredni profesor za filozofsko antropologijo, pisec tudi številnih del z področja etike, bioetike, tudi sodeluje kot predavatelj. Prej smo ugotovili, da sta se z naslednjim našim gostom Romanom Globokarjem ravno preko njegovega doktorata nekako spoznala, tako da je tudi tukaj neko sodelovanje vzpostavljeno. Gost naslednji je dr. Roman Globokar, on je v bistvu boter vsega tega, kar danes počnemo. Knjiga je izšla na njegovo pobudo, Adriana Pesina je bil njegov predavatelj v Rimu, tudi je pobudnik za to okroglo mizo, zato da se mu zahvalimo za vse, kar je naredil za to knjigo. Tudi sam je član Komisije za medicinsko etiko, tako da imamo tukaj 3 člane, to je skoraj četrtina ekipe, če prvo razumem, koliko se člane? Ja, 15, ampak je še 4., ki sedi v auditoriju. Tako, pomeni, da to pa res je četrtina, več kot četrtina. Med nami je pa tudi Janko Pirc, prevajalec tega zelo zahtevnega besedila. To moramo priznati, da je prevajalec moral grizniti v trdo zadevo in jo je odlično opravil. In ker je seveda to odlično naredil, ga bi celo prosil, da za uvod nekako predstavi knjigo, temeljne poudarke. Potem bomo pa nadaljevali razpravo, ki ne bo nujno vezana samo na knjigo, ampak tudi na nekakšna širša bioetična vprašanja. Že vnaprej povem, da je tudi poslušalstvo seveda povabljeno, da s svojimi vprašanji sodeluje, mogoče že vmes, če se komu porodi, sicer bomo pa vmes naredili neko tako pauzo, pa bomo lahko prisluhnili vprašanjem iz publike. Pozdravljam pa gospoda Načkofa Stresa, ki je tudi zdaj prišel med nas, tako da dobro večer. Super. Hvala za besedo. Ko imam v rokah to knjigo, sem zares vesel, ker v teh listih, v tej materiji vidim en kup enega truda, enega prizadevanja od to za začetek. Hvala gospodu Globokarju za pobudo in za mentorstvo pri tem prevodu. V zadnjih mesecih so me ljudje sprašvali, kakšna je ta bioetika, ki jo prevajaš. In lahko rečem, da Pesina nima, zdaj glavni namen njegov ni izpostaviti tehnične vidike spornih vprašanj, dilem. Ni
glavni namen predstaviti sedanje stanje medicine, ampak je predvsem filozofsko razmišljanje o teh vprašanjih. Po osnovni izobrazbi je on filozof, poučuje na Katoliški univerzi Sacro Cuore v Milanu, je član Papeške akademije za življenje in to delo je torej filozofsko naravnano v smislu uvoda v bioetiko. On uporablja tudi izraz metabioetika, se pravi filozofsko razmišljanje. To bi tudi poudaril v odnosu do tradicionalnih vrednot oziroma do razodetja krščanskega, čeprav je avtor katoličan, se izrecno ne sklicuje na razodetje, se pravi na Sveto pismo, na cerkveno učiteljstvo, ampak sledi luči naravnega spoznanja, se pravi razuma, in tako argumentira svoje razmišljanje, ki pa pripelje do istih oziroma skladnih rezultatov, skladnih odgovorov, kot jih podaja tudi krščansko razodetje. Tako si lahko razložimo tudi, da je delo, ki je išlo že leta 1999, se pravi 14 let nazaj, da je še vedno na nek način aktualno, tudi po 14 letih, ker se ravno njegov namen ni zdaj tehnična natančnost, ki bojo sicer gosti povedali, kako je z njo, je okviri so postavljeni tudi iz medicinsko-znanstvenega stališča, ampak osnovni namen je refleksija iz nekega filozofskega, etičnega, moralnega vidika. Povedal bi še nekaj o osnovni zgradbi. Knjiga je sestavljena iz 2 delov. Prvi del je splošni uvod, drugi del pa obravnava 5 ključnih izbranih področij bioetike, to so genetika, zunajtelesna oploditev, možnosti kloniranja človeka, evtanazija, oziroma kar se dogaja ob koncu človekovega življenja, in pa definicija smrti. Italijanski podnaslov knjige se glasi L'uomo sperimentale. Dobesedno bi to bilo eksperimentalni človek. V slovenščino smo skušali prevesti z človek poskusov, vendar se nismo mogli nekako odločiti, ker italijanski izvirnik vsebuje 2 pomena, 2 podpomena. Človek kot osebek poskusov in pa človek kot predmet poskusov, če mislimo samo na zarodke. In smo se potem raje odločili za podnaslov Kritična vest tehnološke civilizacije, kar je nekakšna definicija, ki jo Pesina uporablja za bioetiko. Tisti razmisleki, kritični, pozitivni, negativni, spravi, ki ocenjuje tehnološko civilizacijo v sodobnem svetu. Komu je knjiga namenjena? Knjiga je po moji oceni namenjena predvsem študentom in pa strokovni javnosti, tistim, ki si želijo spoznati krščansko stališče v nekem odprtem dialogu filozofskega tipa. Seveda bojo v njej našli tudi odgovor vsi, ki se recimo življenjsko soočajo z določenimi vprašanji, se bodo pa morali sprijazniti z nekoliko težjim besedilom in več truda bodo morali vložiti, da poiščejo odgovore. Za študente se mi pa zdi izredno primerna, ker Pesina ni take vrste mislec, ki bi predstavil svojo tezo, samo v eni smeri razmišljal in na koncu serviral rezultat na platnu, ampak je v stalnem dialogu tudi z različnimi stališči in bo študent se moral potruditi, da bo nekako izbral tisto jasno sporočilo, ki ga daje. To o prevajanju bilo je zahtevno, ampak sem zelo vesel,
da smo s pomočjo tudi profesor Globokarja uspeli, mislim, da spraviti v nek berljiv slovenski jezik, ker so stavki bili dolgi, slovnične strukture v italijanščini neprimerne za direkten prenos v slovenščino in smo pač prenesli pomen v mogoče včasih obrnenih stavkih in razvitih. Tako, hvala lepa. Hvala za uvod. No, že ta uvod je v bistvu nakazal, da s to knjigo pravzaprav vstopamo v začetke te znanosti. Gospod Globokar, mogoče, če nam nakratko orišete, v bistvu, kakšna je geneza bioetike, kako se je ta znanost, nova znanost rojevala, kdaj, recimo, kakšna je pot prehodila dejansko do danes? Zdaj, sam Tesina se v knjigi sprašuje, ali je bioetika nova znanost, nova veda, nekaj novega, ali gre za nadaljevanje tradicionalne medicinske etike. In sam zagovarja stališče, da gre pravzaprav za neko novo etiko, v smislu, kaj je zdaj novega. Nov je okvir, predvsem okvir, ki ga daje tehnološka civilizacija. Kdaj se pojavi bioetika? Bioetika se pojavi ob skokovitem razvoju na področju znanstveno-tehničnega razvoja, ki pripelje do novih pridobitev, ki jih s pomočjo pravzaprav razmišljanja prejšnjega ne moremo več umestiti, ne moremo več najti primernih odgovorov. Potrebno je nov napor, nov etični napor, novo vrednotenje, zato da bi lahko dobili odgovore na vprašanja, ki se pojavijo recimo z novo genetiko, oziroma z genetiko kot tako, potem z respiratorjem, ki odpira novo vprašanje. Znanstveno-tehnični razvoj je seveda zelo koristen, prinaša velike potenciale, velike možnosti za sodobnega človeka, odpira pa tudi nova vprašanja, nove dileme. Predvsem prinaša tudi neke daljnosežne posledice s seboj, ki jih človek pravzaprav ne more obvladati. Mi sprožimo, recimo z nekimi genskimi spremembami, sprožimo nek proces, ki ga potem več ne obvladamo. Daljnoročno pravzaprav se sproži nek tok, ki ga ne moremo več regulirati. Zato je potrebno razmisliti o tem, prevzeti odgovornost za to novo moč, za to novo izredno moč, ki jo je človek dobil s pridobitvami znanstveno-tehnične civilizacije. Zdaj, sama beseda bioetika se prvič pojavi leta 70-71 v knjigi onkologa Van Potterja in je to je definirana kot most med biološko znanostjo in vrednotami. Torej, Potter želi z bioetiko oblikovati vedo za preživetje človeštva, zato da bo človek preživel in v glavnem so takrat njegove preokupacije, njegove skrbi v tem, da bo človek s pridobitvami, ki jih ima, uničil planet in uničil možnosti za kvalitetno življenje človeka v prihodnosti. Vendar se kmalu sama beseda začne uveljavljati na medicinskem področju, predvsem tukaj sta dva inštituta bila, sta še vedno v Ameriki, Kennedy Institute pa Hastings Center in ta dva potem prevzameta pravzaprav tudi pobudo na tem področju bioetike. Tako da pravzaprav do sredine 90-ih let se bioetika v glavnem uporablja samo za področje medicinske etike. Kasneje pa se spet začne gledati širše, v smislu, da se v to področje bioetike vključujejo
vprašanja človekovega odnosa do nečloveških živih bitij, to se pravi do rastlin, živali, do planeta. In danes se v glavnem bioetika pojmuje širše, torej v tem smislu. Ta novost bioetike v znanosti je, si rekel, ste rekli, v teh okoliščinah tehnoznanosti razvoja, pa vendarle, ali bioetika vendarle črpa iz nekih preteklih spoznanj ali mora ugotavljati se na novo? To je recimo za filozofa vprašanje, koliko je moralno vedenje preteklosti tisti temelj, na katerega stopi bioetika in nadaljuje, ali želi tukaj presekati in postavljati stvari čisto na novo? Hvala za vprašanje. Mogoče bi se najprej navezal na kolega zanimivo dopolnitev v zvezi z samim izvorom pojma bioetika, namreč gre za popolnoma zadnja odkritja. Ponavadi natančno tako kot ste dejali. Glede pojma bioetika se trdi, da je Van Rensselaer Potter leta 1971 uvedel pojem bioetike. Zanimivo je, da te informacije k nam prihajajo preko ameriškega kulturnega znanstvenega prostora. Za Američane pa ne kratek čas, ne že dolg časa, da ne berejo ravno tistega, kar je napisano v angleščini. Pred 5 leti približno je kot senzacija izbruhnila naravna informacija, da je pojem bioetika prvi uporabljal nemški pastor in učitelj Fritz Jahr. Fritz Jahr je napisal študijo bioetika. In je zanimivo, da je pod pojmom bioetika mislil podobno celostno razmerje človeka do življenja, kot pozneje Potter. Le da Potter seveda nikoli ni bral Jara, ali pa morda tudi je, o tem so zdaj nekateri rekli, da mogoče je imel. Ker v Nemčiji, če berete nemške revije in nemške študije o bioetiki, bi pisalo Fritz Jar je utemeljitelj pojma bioetike. To je mogoče taka zanimiv dodatek k temu, ker se vedno znova se pri takih novih pojmih znanstveniki in tudi širša javnost radi opregnejo vprašanje, kdaj pa je ta pojem nastal. Lahko da boste našli, praviloma boste še vedno našli to, da je Potter utemeljitelj tega pojma v dovolj širokem kontekstu, potem pa dejansko, če smo pošteni, je pa to Fritz Jar. Kar se tiče vašega vprašanja, filozofija je tukaj kot vedno v nekem specifičnem položaju, ki naj bi premogla neko celostno poznavanje zgodovine, zlasti zgodovine morale, kot etike človekovega moralnega delovanja in tako naprej. Zato se zdi, da je prva poklicana, da govori na vprašanje bioetika relativno starih spoznanjih ali bioetika pravzaprav začenja neko novo etapo ali pa novo epoho v človekovem etičnem razmerju do razumevanja lastnega življenja, lastnega telesa, duha in pa seveda družbe, morda celega življenja nasploh. Tukaj nedvoumnega jasnega odgovora ni. Po eni strani je seveda bioetika popolnoma novo področje in imajo na svoj način prav številni, ki to podarjajo. Novo področje je predvsem zaradi tega, ker se danes vsa vprašanja in problemi so se zaostrili do te mere, da bi iskanje odgovorov na te dileme, zlasti povzročene z tehnološkimi posegi v življenje, da bi iskanje teh vprašanj naletelo pravzaprav na prazne strani v zgodovini filozofije. Bioetika skuša po eni strani sicer iskati odgovore, ki bi nam pomagali odgovoriti na vprašanja, ki jih tematizira ožje razumljena biotehnologija, medicinska etika, biomedicina in podobno. Po drugi strani pa vedno znova ugotavlja, da bolj gremo v zgodovino, težje lahko v njej karkoli najdemo, v čimer bi si lahko z neko zadostno mero gotovosti pomagali. Zato se bolj nagibajo posamezni filozofi k temu, da bi celotno polje razumevanja in reševanja, s katerimi smo soočeni, na novo definirali. Izvori oziroma vzroki, načela, ki se jih pri tem poslužujemo, pa so tako divergentna, tako različna, da vlada neka velika zmeda. Nekateri govorijo o brkljariji znotraj bioetike, kajti bioetika na nek način združuje v sebi ne samo spoznanja filozofije in iskanja novih pristopov, temveč je ravno tako zavezana zgodovini religiji, zavezana je sociologiji, zavezana je v veliki meri kot medicini, biologiji, potem so tukaj svetovni nazori, vsa mogoča prepričanja, ki nas vodijo k temu, da sprejemamo takšne drugačne odločitve, ne da bi se sploh zavedali, kaj takšne odločitve na nek način utemeljuje.
kateri pa polna brkljarija, ki dela za bioetiko za neko zelo nepredvidljivo, nepregledno področje. Zato marsikdo tudi znotraj resnega akademskega sveta ob besedi bioetika mislim, zamahne z roko, področje, s katerim se lahko ukvarja vsak. Ne nazadnje bioetika govori o življenju. Življenje je praktično isti pojem, ki vse vedno in posod združuje, ne samo različne kulture in tako naprej, temveč jasno človeka tudi za živaljo, z rastlinami, s celotno biosfero. Notraj se dobesedno nakopičijo vsi problemi celotne zgodovine filozofije in pa novejši, ki jih je povzročila sodobna tehnologija z enormnim razvojem v zadnjih 50 letih. In skratka z možnostjo, da ne samo življenje spoznavamo, temveč kreiramo in na novo tako ustvarjamo. Interdisciplinarnost vedno velja za odliko, tukaj pa mogoče celo ne. Kako recimo vi vidite to interdisciplinarnost bioetike, seveda z njo se srečujete na različnih ravneh. Kako jo vidite? Ali nekaj, kar omogoča nadaljnji razvoj, ali dejansko nekaj, kar hromi celotno znanost, kar ne more priti do skupnega jezika, recimo? No, znotraj bioetike, jaz mislim, da je res več področij delovanja. Eno je praktična bioetika, kjer skušamo zavzeti neko stališče do bioloških pojavov, do biotehnologije in njenih produktov. To so seveda zelo aktualne stvari in tukaj ni veliko filozofije. To so zelo praktična vprašanja. Zavedati moramo, da bodo vse pomembnejše, vse več jih bo. Sedanje stoletje bo stoletje biologije, oziroma bioloških ved. In to pomeni, da lahko pričakujemo res mnoge nove stvari, ki bodo